Zdravo, z mano je Rebeka Udvanc in zdaj bova delala piče. Torej, Rebeka, pič je predstavitev podjetniške ideje. Tako je. Kaj mora vsak dober pič imeti? Začniva s tem. Ja, vsak dober pič, to je v bistvu, da najprej povem, ustna predstavitev svoje podjetniške ideje pred komisijo. Fajn je, da govori samo ena oseba, da se ne zgublja nek fokus, pa tudi, da je manjša verjetnost napak. Mora biti zelo udaren začetek in pa tudi nepozaben konec. Sam pič je pa fajn, da se odvija kot neka zgodba, da ga je bolj zanimivo poslušati. Okay. Jaz bi zdaj se rad preizkusil, bom improviziral mogoče dva piča. Okay. Kar bi potreboval od tebe je nek problem, s katerim se ti soočaš, pa bom jaz potem se zmislil eno podjetniško idejo. Ok. En problem, s katerim se jaz že dolgo soočam, je, torej jaz ful rada rolam in grem na različne lokacije z rolerji. Ampak problem je, da ni to tako kot kolo, ki ga lahko pustiš zunaj pred trgovino ali pa pred faksom, ampak ga moraš vedno vzeti s sabo. In pa moram tu nositi naokrog in je neprijetno, tako da evo, pridi mi na voljo z rešitvijo. Ok. Se pravi neka shramba za rolerje. Recimo. Ok. A se ti kdaj zgodi, da greš na faks z rolerji, pa jih nimaš nikamor za odložiti? In pol hodeš s temi rolerji po faksu, in ne moreš jih nikamor dati, torba itak ni dovolj velika, da bi dala noter. Se ti kdaj to zgodi? Ja. Tudi meni, ne. In zato sem pogruntal, oziroma sem pogledal, kaj drugi ljudje delajo z rolerji in večinoma jih imajo pač zavezane na vezalke, lahko da jih imajo v kakšni torbi ali pa kaj takega. Jaz imam pa boljšo idejo. Lahko bi imeli parkirišče za rolerje, ki je pred vsakim faksom, srednjo šolo, osnovno šolo, in zdaj, a veš, kaj imaš kolesa, ki so pač, ki imajo te prekate, da lahko gumo noter daš, ista zadeva, samo za dva rolerja, take tračence so, ne, in pol, zdaj se verjetno sprašuješ, ne, kaj pa, če jih bo nekdo ukradel. Pazi to, imamo princip lisice in tako damo čez neko zaščito, zaščita je in pa imaš tako majhno ključavnico, zakleneš in rolerji so shranjeni in potem, dokler jih ti pa spet ne rabiš, ne, zdaj se verjetno sprašuješ, kdo je ciljna publika za to zadevo? Osnovnošolci, dijaki, ljudje na faksu, starejši ljudje, ki radi rolajo, mlajši ljudje, ki radi rolajo, to je težko izreči. Kaj moram še povedati? Mogoče prihodki, stroški. Stroški so praktično minimalni, vse, kar rabiš, sta dve tračence, v katere grejo rolerji noter, pa ena zaščita. Jaz bi ocenil na 100 evrov stroškov. Prihodki, vse šole, ki bojo kupile, bojo pač kupile to zadeve. To je prihodek, ne? Ja, ok, v redu. Ime, hramba za rolo skladišče, slogan, če ne veste, kam bi dali svoje rolerje, shranite jih v rolo skladišče. Kaj nič. Hvala. Super. Zdaj pa iskreno, povej, kaj si zares misliš, kako je bilo? Zanimivo. Jaz upam, da boš definitivno šel s to idejo naprej, ker jaz bi bila zelo srečna, če bi imela. Realiziral tole idejo. Ja, mogoče tam pri stroških, prihodkih bi še mogel malo razdelati. Ja, se mi zdelo. Mogoče je 100 evrov malo premalno, se mi zdelo. Ja, ok. Hvala lepa za ta nasvet. Zdaj bom mogoče še na hitrico narediva še predstavitev, ker ti nisi samo ta oseba, ki je pač tekmovala na podjetniškem tekmovanju, ampak si tudi zdaj zaposlena kot copywriter v oglaševalski agenciji oziroma kot copywriterka. Kaj delaš kot copywriterka? Po slovensko to pomeni tekstopisec in to pomeni, da pišeš razna besedila, od besedil za oglase do besedil za kakšne spletne strani, članke, objave za socialna omrežja, ni da ni. Pa pri vseh teh zadevah, ki jih imaš, se pravi, še vedno študiraš biotehnologijo, je tako? Ja. Si tu članica enega društva? ŠSDMS. Tako, in vsi vemo, kaj pomeni ŠSDMS. Kako ti uspe organizirati svoj čas, da lahko delaš vse te zadeve? Je kar izziv, ampak pri meni je tako, da več stvari, ki imam v dnevu, bolj bom nekako disciplinirana in jih bom naredila, ker če vem, da imam recimo eno stvar v dnevu za narediti, neko seminarsko za napisati, bom čakala do zadnje sekunde in odlašala, ker pač imam cel dan na voljo. Če pa vem, da imam sem 2 ure in ko tisto se izteče, imam neke druge obveznosti, bom pa pridna in bom v tistih 2 urah naredila. Tako da To je fantastičen nasvet. Ok, odlično, super, Rebeka, najlepša hvala za tvoj čas. Vi pa, ne vem, pogledajte si, kako se prijaviti na Popre in sodelujte s svojimi idejami. Gremo!